Povej mi, kako bi ti opisala to lucidno sanjanje za nekoga, ki še ni nikoli s tem srečal, pa ga zanima, recimo. Okay. Se pravi, lucidne sanje so eno posebno stanje sanj, ker se jaz kot sanjalec zavem, da sanjam. Se pravi, postanem popolnoma zavestna, takrat sem zdaj v tem trenutku, ko se mi da pogovarjava, sem jaz kot jaz, moja osebnost in se zavem, sanjam. Okay. V sanjskem svetu sem, se pravi, se vklopi ta naš zaveden del. Ker ponavadi, ko sanjamo, smo pač večinoma, smo nezavedni. Pač tudi, ko ti normalno sanjaš, se ti zdi vse domače ali pa normalno, ampak se ne zavedaš, da sanjaš. Takoj, ko se pa zavedaš, ko se zgodi ta moment, pol tudi ugotoviš, da lahko spremeniš karkoli, da lahko začneš kreirati karkoli v sanjah, da lahko začneš, dobesedno imaš prosto pot. Tako da... Se pravi, če prav razumem, so sanje naš drugo resničnost, ali kako? Ja. Jaz vedno tako pravim, imamo pač dnevno resničnost, to, kar pač se dogaja zdaj, in pa lahko živimo še drugo resničnost, sanjski svet, sanje, ki so nažalost še vedno pri večini ljudi nezavedne, ker se, mislim, že fajn je, če se kdo sploh spomni kakršnekoli sanje, ampak večinoma tudi ne damo pozornosti, se ne spomnimo tega dela. Ko pa postaneš zavesten, pa dejansko živiš dvojno življenje. Lahko si oblikuje življenje po svoje. Tako. Lahko si oblikuješ vse, karkoli želiš, lahko vse svoje skrite želje uresničiš, recimo pač ponavadi dam čisto tak primer, ne vem, lahko letiš, lahko si skreiraš svojo idealno hišo, lahko delaš karkoli tvoj hobi, in mogoče ne moreš tega delati v tem dnevnem življenju zaradi določenih omejitev, ampak tam pa nimaš omejitev. Ok, to je zanimivo. Kaj pa ljudi si lahko privabiš noter v sanje? Da bi koga drugega povabil. Zdaj tako je, načeloma lahko se srečaš s kom, je pa tako, da bi pač oba dva morala biti že na nekem nivoju oziroma imela določeno število izkušenj, določene sposobnosti že toliko razvite tudi v tistem sanjskem svetu, da lahko potem ti mogoče koga obiščeš. Definitivno pa je pač se ti odpre bom rekla, mogoče svet, ki ga tudi ne poznamo toliko, če gremo pač direkt v to, ne vem, srečaš svoje pokojne ljubljene, srečaš mogoče svojega višjega vodnika, višji jaz, tako da je tam bistveno lažje to narediti, kot pa mogoče v tem dnevnem svetu. Pa dobro, ok, zdaj, če pravilno razumem, če imaš neko uresničljivo željo v ljubezni, recimo zdaj tako, pa si to osebo predstavljaš v sanjah, ta oseba to čuti, da ti njo sanjaš? Spet, odvisno, koliko so te osebe odprte. Ker recimo dostikrat se lahko zgodi, da že v navadnih sanjah imamo kakšne sanje, pa sanjamo skupaj, ne vem, je pač prisotna katera oseba, ko jo poznamo, in se lahko zgodi, da je ona oseba sanjala isto. Sam pač prvo je, da nažalost se ful malo pogovarjamo o sanjah, se pravi, težko pol to odkriti. Lahko pa definitivno, če pač kako ne rečem, če sem jaz moj strena, lahko obiščem koga, zdaj je pa odvisno, a se bo ona oseba spomnila, je pa odvisno od pač spet od te osebe, kako željo ima, da pač se to spomni. Tudi so, bomo rekli, določeni varnostni mehanizmi, da ne gremo prehitro v določene stvari, ki mi nam smo mogoče predstavljali kak šok ali pa kaj takega. Se pravi, če jaz sanjam, da grem v Ameriko in doživim to Ameriko, se pravi, te ulice pa vse, to vse resnično? Zdaj tako je. Mogoče začnemo z dvema osnovnima pojmoma. Ker recimo lucidne sanje so sanje, ki so nekako omejene na naš mehurček. Se pravi, lahko rečemo, da so neka kreacija našega uma. Se pravi, vse zavemo, da sanjamo in potem tam lahko kreiramo karkoli. Dostikrat pa se zgodi, da se lucidne sanje, bom rekla, zlijajo lahko ali pa jih težko ločimo od astralnega potovanja. Ker gre pri obeh izkušnjah, bom rekla, se pravi, zato, da ti postaneš zavesten izven svojega telesa. Se pravi, veš, da nimaš svojega, bom rekla, če je to fizično telo, nisi v svojem fizičnem telesu, si nekjer drugje,
Na začetku se večinoma to zgodi, da se zbudimo v svojih sanjah, se pravi v svojem malem svetu, ker lahko pol dejansko ti kreiraš karkoli češ, a ne? Dejansko, ne vem, lahko jaz kreiram moj idealni tropski otok, a ne? Lahko pristaneš na astralu. Astral je pa sploh pač je eno tako dost široko področje, ampak en nivo astrala je, bom rekla, skoraj kopija Zemlje, a ne? In na tem nivoju ti lahko dejansko potem potuješ, ne vem, pač greš v Ameriko, kamorkoli pač kjerkoli, na kjerkoli kraj želiš iti in dejansko lahko vidiš iste ali pa zelo, zelo, zelo podobne ulice, kraje, vse, a ne? In ja, dejansko greš, bom rekla, na narekovajih zastonj potovati, a ne? In raziskovati določene kraje, ne? Je pa ključno poudariti v tem, mislim, jaz sem se začela ukvarjati z lucidnimi sanjami, a ne? Ker je to pač mogoče ena stvar, ki je mičken bolj znana, ne? In tudi večina knjig je bila napisanih na to temo, spravi lucidne sanje. Se pa zadnjih par let zelo povezuje, sploh, ker recimo pač bolj odkrivam zadeve, se povezuje s tem astralnim potovanjem, a ne? Tako da jaz rada uporabljam besedo, rečemo, izven telesna izkušnja, ker je, a ne? Ampak ko je zavest izven tvojega telesa in potem tudi ti lahko odločaš, ok, a želiš lucidno sanjati, bom jaz pač želim nekaj kreirati, a ne, v svojem tem, bom rekla, svojem privatnem mehurčku, a ne, ali pa želim iti raziskovati pač ta, ko ne rečem, drug astralni svet, a ne, in potem pač odkrivaš tam druge dimenzije in dejansko lahko tudi obiščeš, mogoče, ne vem, če imaš koga na drugem koncu sveta, pa ga greš obiskat. Ni da se ona za oseba to zaveda, a ne, da pač si ti tam, ker še vedno... Ti jo dejansko vidiš, ali kako? Lahko tudi vidiš, seveda, lahko vse vidiš, a ne. Kaj v tistem trenutku dela? Ali je to samo neka prispodoba, neka preslikava? Mislim, tak je, ko se nekla astral je iz fulih nivojev, a ne, pač edin ta najnižji nivo je tist, ki je nekako najbolj podoben naši dnevni realnosti, a ne? In tukaj dejansko lahko greš pa pač obiščeš koga. Zdaj, a jo boš videl ali ne, spet se moraš zamojstriti toliko, da veš, na katerem nivoju si, a ne? Ker kakor se pa recimo oddaljuješ, pa je malo težje pol priti recimo na identične, na kraje, ki so res podobni krajem, ki so rekla, v naši dnevni fizični realnosti, a ne? Ampak ja. Zanimivo. Kako se pa ti s tem srečala? Se pravi, moje prve izkušnje so dejansko iz otroštva. Zakaj? Zaradi tega, ker večina otrok dejansko ima to sposobnost odprtih in če se zavedajo ali ne, večinoma pač so tudi zavestni, lucidni v svojih sanjah, a ne? In potem se pač, koliko pač otroci odraščajo, pa koliko jih pač bom rekla, socializiramo oziroma jim vtisnemo te naše družbene norme, v narekovajih lahko rečem tudi omejitve, a ne, se pač ta sposobnost začne zapirati počasi, a ne. In večina otrok se ne spomni, da bi karkoli takega delali, no. Pri meni je bolj kontra, jaz sem pač se spomnim, pač to se edini spomini iz otroštva, da jaz sem šla spat in sem se zbudila pač, ker sem se želela, a ne, in smo pač tam pol nadaljevali, smo svašta delali, no, res pač raziskovala sem vse. In to je, dejansko to so leta in leta in leta spominov, na kar se je nekje, mislim, da je bilo tam okoli pubertete, ta zadeva prekinila. Je bila še ena druga stvar, no, ko mislim, da je prispevala k temu, da se je pač ta sposobnost zaprla. In od takrat dalje sem bila pač res, bom rekla, malo zafrustrirana, ker sem iskala to, ne. Ko si nekaj navajen, ko si res navajen na to svobodo, ko se lahko da res pač brez omejitev raziskuješ, bom rekla, dobesedno skrite kotičke vesolja, a ne, ti manjka. In sem pol rabila kar, pa jaz mislim, da bo na 15 let ali pa še kaj več, ne, da se je spet potem ta sposobnost začela samo od sebe odpirati, ko sem pač našla ene druge zadeve, začela sem malo bolj delati, bom rekla, na sebi, a ne, in takrat se je pač to ponovno odprlo. Tako da to je zdaj, ne vem, bom rekla, 10 plus let, a ne, in od takrat je potem šlo pač dalje, da sem začela tudi bolj, bom rekla, malo bolj javno o teh stvarih govoriti, ker se mi zdi res ena taka skrita sposobnost čisto vsakega človeka, ki se jo lahko naučimo in ki nam lahko pomaga v tem dnevnem življenju, a ne. Se pravi, ni odvisno od tega, koliko smo duhovno odprti, zato pač pa...
Ne, jaz sem recimo tudi na teh delavnicah, ki jih imam, pa tudi srečujem ljudi ogromno, ki, bom rekla, pač poprečni ljudje in imajo še vedno tudi te sposobnosti, ali pa se jim recimo vsake toliko naredijo in ne vejo sploh, zakaj se gre. In ponavadi, ker so stvari, ki jih ne poznamo, o katerih se ne govori, ne veš, zakaj se gre, te pač strah. In ponavadi rabiš pač samo. Ampak zakaj imamo ta strah? Strah je predvsem, kar je neznano. Zaradi tega, ker pač moje osebno mnenje je, ker nažalost nam ta družba tudi vtisne vse, kar je neznano, vse, kar ni v tiste tvoji coni udobja, pač ti povzroča en tak. Ali pa kar ne ve razložiti, mogoče. Se zato, ker dejansko smo nekako, cela naša družba je potisnila na stran vse, kar je, bom rekla, ni pač ta fizična realnost in vse te ostale stvari so nekako skrite. In dejansko pač rabimo samo nekoga, ki ti pove, ok, normalno je, to pa to je, to lahko delaš. Kaj so pa prejšnje civilizacije s tem delali? Te stvari, se pravi, ne bom uporabljala besede lucidne sanje, ampak bom rekla, se pravi, biti zavesten izven telesa, so bile v vseh starih civilizacijah, bom rekla, ena izmed stopenj mojstrenja oziroma učenj, ampak stopnja, ki je prišla, vsekakor je pač meni znano, takrat, ko si že vse ostale stopnje dal čez, je bilo to ta zadnji nivo. Se pravi, delo izven svojega fizičnega telesa na, bom rekla, pač. Ampak to so bili večinoma te mojstri, ali kaj, neke učenjaki? Vajenci, učenci, pač ni bilo, takrat pač vse stvari niso bile bom rekla, Zdaj mi nekako Egipčani hodijo, ne vem zakaj. Mislim, Egipčani so tudi imeli, ali pa recimo, mogoče, kaj je bliže nam, je budizem. Oni imajo še vedno, pač dream yoga. Zdaj, v zadnjih, bom rekla, koliko res sklemem 10 let, se začenja ful bolj odpirati in tudi te stvari začenjajo pridati na dan, ampak prej nisi slišal, da imajo oni tudi dejansko ta zadnja stopnja, pač, oziroma ta najvišja stopnja pri mojstrenju je dream yoga, ki dejansko greš v ta stanja. Se pravi, vse to sem hotela vprašati, ker pri meditaciji oziroma tudi imaš nek občutek, da greš nekam potovati z mislimi, ampak nisi v stanju, mislim, budem si še vedno. Še vedno se zavedaš svojega fizičnega telesa. Tukaj je pa nek drug občutek, ko sanjaš. Mislim, to je pa občutek, da dejansko veš, da nisi več v fizičnem telesu. Zaradi tega, ker se tvoje, bom rekla, astralno telo, sanjsko telo, pač ful različnih izrazov je za eno isto stvar. Spravi za tvoje tisto energetsko telo, ki je aktivno v teh drugih realnostih, ko si pač izven svojega fizičnega telesa. In ful je važno vedeti, da čisto vsak od nas dela to čisto vsako noč. Se pravi, jaz, ko grem spat, vsak od nas, ko gre spat po noči, ko ti zaspiš, ponavadi je pač proces tak, najprej zaspi naš nekako pač varnostni mehanizem, zaspi naše telo in takrat se pol tudi to energetsko telo loči od našega fizičnega telesa in gre na astral. In recimo, jaz nimam toliko osebnih izkušenj okoli tega, pač bolj omejeno, ampak ljudje, ki se recimo tudi že res ukvarjajo s tem, se pravi, lucidnimi sanjami, astralnim potovanjem. Tudi so povedali, da na astralu dejansko vsi mi, ki spimo in smo nezavedni, smo kot zombi tam, in pol pač ti vidiš tam tavajo, vsi pač, ker so pač smo nezavedni. In meni je bilo res, še zdaj mi je, jaz ne želim tam tavati nezavedno, ker veš, da imaš način, ki ga moraš samo natrenirati, da postaneš pač tudi tam zavesten, in dejansko tudi tam lahko kreiraš, lahko pač živiš. Zakaj bi bil dvojno življenje? Tako, zakaj bi bil 8 ali pa ne vem, pač rečemo, če spiš 8 ur nezavedno. Ampak pol se zbudiš počita? Jaz se večinoma zbudim spočita, dejansko je tudi tak, da ti da ful energije. Včasih, če recimo se zgodijo kakšne stvari, ki se recimo ponavadi se lahko zgodi, da se recimo moraš soočiti s kako svojo travmo ali pa se mora nekaj recimo sprocesirati, se lahko zgodi, da se mogoče zbudiš malo bolj utrujen, ampak načeloma pa ne. Jaz lahko, ne vem, spim 2 uri, pa pač pol grem tja in dejansko večinoma še bolj nafila. Kot da bi se, mislim, kot da bi imela, ne vem, 80 ur spanja.
Super. Prej, ko si govorila, da se fizično telo loči od astralnega telesa, ne? Meni je to tako blizu, ne vem, pač tako sem si pa predstavljala, da spiš, da duša odtava iz tvojega telesa ven in pol me tako vprašina, ampak kaj pol telo je mrtvo na postelji ali kaj, ker ti dejansko ne veš, na katerem kraju zdaj živiš, ali živiš na pojtni, v resničnem svetu, ali pa greš v un kraj, pa tam dihaš, ne vem, tako mi je zdaj to Mislim, dobro, pač tam itak ne rabiš dihati, ne? Ampak dejansko telo pač ne umre, je še vedno zaradi tega, ker smo povezani. Se pravi, pač je, bom rekla, kot ena taka popkovnica, energetska, ki povezuje ta tvoje sanjsko telo, energetsko telo, ki pač takrat je izven telesa za svojim fizičnim telesom. Tako da moramo vedeti, da zdaj je ful teh varnostnih mehanizmov in tudi vem, da ful ljudi skrbi, če se mi to naredi, da pač ne vem, da ne prideš več nazaj, pa če tam ostaneš. Načeloma se to ne bo zgodilo, zaradi tega, ker kot sem rekla, so zadaj više inteligence, ki jih še mi tudi ne razumemo, in tudi te varnostni mehanizmi, ki ti pomagajo pač, mislim, ki te držijo, da si skozi povezan s fizičnim telesom in dejstvo je tudi to, da tudi, ko se ti tam, če se karkoli naredi, ti, ko pomisliš na tvoje telo, ti takoj pač lahko vrši nazaj. Se pravi, lahko se takoj... Če je preveč lepo? Mislim, še vedno načeloma, če ni nek tvoj namen, da moraš ostati tam, boš prišel nazaj. Jaz recimo res zdaj poznam ogromno ljudi, pa nisem še slišala, da bi kdo umrl. Ali pa pravim, tudi če se je to zgodilo, je bilo verjetno zadeva, ker je pač ta oseba to želela. Ampak jaz mislim, da imamo vsi tukaj mi namen, in dokler pač ti ne udejanjiš vse del tega namena ali pa izživiš določene izkušnje, ki si jih prišel pač doživeti tukaj, se pač vrneš. In mislim, da so to predvsem strahovi, ki obstajajo v naši podzavesti. Zdaj, a jih je odcepila naša družba ali nosimo še kakšne strahove od prej. Definitivno so pa neutemeljeni. Mislim pa, da je pač povezano s tem, da ne bom šla sicer zdaj ful v te teme, ampak da so določene stvari, ali pa določene energije, ki ne želijo, da, bom rekla, vse večina ljudi odkrije vse te sposobnosti, ki so v nas. Pa vsa ta moč, vsa ta res vse, kar... Se pravi, nas nekaj zadržuje od zgoraj. Če dovolimo. Takoj, ko ti postaneš zavesten in si ti tisti, ki odloča, je naša energija ful močnejša in lahko to spremenimo. Če se pa ne zavedamo tega, je pa pač težko, ker pač sploh ne veš. Kaj pa te entitete, ali lahko privlečemo s sabo iz sanj? Mislim, da nič bolj verjetno ni, kot pa da jih privlečemo s sabo, ko smo v dnevni realnosti. Je pa spet ta stvar. Zakaj jo dobiš? Moraš imeti hakelc. Mora biti nekaj, na kar se tista entiteta zahakla, ker je vedno pač dvosmerno, bom rekla. Spravi, ti nekaj kaže, na tem področju moram še nekaj narediti. Nikoli, mislim, redko kdaj, ali pa lahko rečem skoraj nikoli ni tako, da so zadeve brez razloga. Če se mi kaj takega zgodi, je bil razlog zadaj, mi kaže na nekaj, kar je potrebno, ne vem, ojačati, spremeniti, spustiti, so mogoče kakšne travme, lahko so tudi kakšne nezavedni dogovori, ali iz kakih prejšnjih življenj, ali pa iz kakih nezavednih sanj. Tako da, ampak ni pa nič bolj verjetno, pa... A si imela že pri svojih učencih kdaj, ali pa teh, ki hodijo na te delavnice, da se je kdo kaj ustrašil, ko so šli lucidno sanjati, da so se zbudili v tistem svetu in so se ustrašili? Pri delavnicah ne. V bistvu pač bilo je kar nekaj ljudi, ki so prišli na delavnice, ki so imeli že te izkušnje in so prišli pač s tem strahom, ker niso vedeli, kaj se jim dogaja. Ali pa so imeli res odprte vse te kanale in so pač vsako noč pristali na astralu in pač mi moramo vedeti, da na astralu je dejansko pač instantna manifestacija, tako kot pač v lucidnih sanjah. Če ti greš tja strahom, če te karkoli prestraši, si lahko pač te svoje pošasti pač tam kreiraš. Ampak so pa tvoja, bom rekla, ti si tisti, ki si jih kreiral. In načeloma pri vseh teh, ki so prišli na delavnice in so imeli te izkušnje in so imeli te strahove, potem, ko smo pač mi šli čez, kaj se dogaja, kaj je sploh poanta, kaj narediti, se je dejansko pač vse to razpilno.
Zdaj me še prišli na eno misel in sicer, a lahko svoje probleme oziroma izzive, ki jih imamo v življenju tukaj, ko smo budni, ko živimo, rešimo v podzavesti, v sanjah? A se da to kreirati? Mislim, to je eden izmed največjih darov, če me vprašaš, zakaj sploh zmojstriti, da postaneš zavesten izven svojega telesa, ker tam dejansko lahko greš v svojo podzavest, v vse pač kakršnekoli travme so, karkoli strahove, karkoli imaš in lahko tam to, bom rekla, v eni noči razrešiš. In to je pač ta razlika, ki pa vidiš tukaj, pa ne vem, lahko nekdo hodi leta in leta in leta na psihoterapijo brez efekta, ker dejansko je ful teže v tej naši fizični realnosti spremeniti določene stvari, ker je vse tako gosto, težko. Ali pa ozavestiti, ker dejansko... To ozavestiti, ali pa dejansko se soočiti. Tam gre vse ful bolj fluidno. In jaz sem imela ogromno takih, bom rekla, seansa, si ti recimo, lahko so bile lucidne sanje, lahko je bil astral, pa če raziskuješ nekaj in pol, če si pripravljen, ti bo tvoja podzavest, te bo, bom rekla, nekako pahnila v tisto situacijo. Zdaj ti se lahko manifestira na različne načine, odvisno, itak je tudi to je še dostkrat recimo prispodoba, lahko se pojavi kot ena velika pošast, recimo, ki predstavlja mogoče kako tvoje travmo iz otroštva. In pol je zelo simpel tehnika, kaj ti takrat narediš, se moraš pač samo zavedati, kaj se dogaja, ostati miren, predihati, odpreti srce. Kaj pa recimo tako, na splošno, ko imamo težave, ne vem, v odnosih ali pa z denarjem ali pa... Karkoli. Pač res ti se lahko daš namero, ok, jaz želim tole stvar v mojem življenju razrešiti in dovoliš, da se ti potem zmanifestira, ok, kaj, na kak način, Ampak najvišje je tvoje dobro, se pravi. Tako. Je pa zdaj tak, če na nekaj nismo pripravljeni, se to tudi ne bo naredilo. Recimo zdaj čist primer, če imel kdo, če so kakšne recimo hude zlorabe iz otroštva in ti v tem trenutku še nisi pripravljen, ti lahko daš namero, ne vem, pa si pač v lucidnih sanjah in želiš to razrešiti, ampak kot sem rekla, varovalk je ogromno in tvoj višji jaz, pač tvoja višja inteligenca, tvoja duša, ve, da v tem trenutku ti še nisi pripravljen na to. Se to ne bo zgodilo. Če si pa pripravljen, pa dejansko ne rabiš niti dati namere, ker se bodo pač res kateno. Tak, po korakih se ti bodo te stvari dejansko same od sebe zgodile v tem stanju in lahko... Meni to prostiče na manifestacijo? Mislim, se pravim, cel astral je manifestacija, ker dejansko je instantna manifestacija tega, kar nosimo v sebi. Zato ti da pač res dobro pogleda, okay, kaj se mi tam dogaja, kaj se kaže, okay, nekako lahko tudi odse od tebe in potem seveda, če ti kaj ni všeč, lahko vedno spremeniš. Zanimivo. Se pravi, daš namero, ne vem, bom uspešen, bom imel to, bom uno. Ja, v sanjah delaš. Lahko daš, ampak je pa tudi tako, da mi moramo vedeti, da recimo jaz v tem trenutku vidim neko omejeno sliko sebe in svojega življenja. Zaradi tega, ker imam določeno število izkušenj, vidim nekaj, kar želim in če grem z glavo skozi zid in strajam, ok, jaz pa res želim biti, ne vem, uspešna ali pa bom rekla čist en tak banalen primer, imeti, ne vem, 1 milijon followerjev na YouTubeu, na podcastu ali pa karkoli, lahko zmanifestiraš, lahko je vprašanje tudi cena, ker pač vedno so stvari za ceno, ampak mogoče ni to poanta. Tako da jaz vedno rečem, absolutno postaviš svojo namero, kaj želiš, ampak dovoliš še vedno to fluidnost, da ti tvoje življenje pokaže ta pravo pot. Ker včasih je tako, meni pokaže, ok, tole je zdaj za tebe, ampak mi je pokazalo samo s tem namenom, da sem jaz šla dalje in ko pridem do tja, se pa odpre nekaj čez drugega. To se mi pojavi še eno vprašanje, ki je mogoče izven tega konteksta, ko govorive, kaj misliš, da je problem pri manifestiranju pri večini ljudi, da ne dosežejo manifestacije, ki si jo zadajo? Ja, problem je predvsem v tem, da ti moraš najprej narediti shadow work, se pravi delo na sebi, delo za svojo skritko, ne vem, kako bi prevedla shadow work, se pravi svojimi skritimi stvarmi, spucati sebe, spucati vse,
stvari, ki ti ne služijo in ponavadi, kakor jaz vidim, se zatakne tukaj. Vsi bi imeli instantno manifestacijo, vsi bi pač želeli imeti stvari v življenju, redko kdo bi pa naredil delo, ki ga to zahteva, ki je absolutno, se strinjam, večinoma težavno, neprijetno, ker te sili v situacije, kjer se moraš soočiti z svojimi sencami, se moraš soočiti s svojimi sence, pač temnimi deli sebe in si jih sprejeti. Ne zato, da jih pač enkrat, ko sprejmeš, se vse samo od sebe tudi dejansko pretvori v čez drugo energijo. Tako da meni se zdi, da je bolj to, to ozko grlo. Ne moreš, lahko si želiš nekaj imeti, ampak moraš potem tudi, če rabiš nekaj narediti za to, na sebi moraš tudi to narediti. Mogoče še na tem mestu to vprašanje, a poznaš mogoče koga razen sebe, lahko tudi o svojih izkušnjah govoriš, ko se mu je skozi teh lucidnih sanj življenje spremenilo? Je zdaj recimo pri nas v Sloveniji težko bom rekla. Mogoče pa bolj za sebe? Ne poznam. Zdaj, a se mi je s pomočjo lucidnih sanj, definitivno so se stvari, marsikera stvar razčistile na ta nivo. Je pa tako, istočasno, ko so se meni te lucidne sanje oziroma pač ta način dvojnega življenja pojavil, so se tudi pojavile druge zadeve, a ne v mojem življenju. Se pravi, zdaj, a je to, ne vem, bilo povzročeno z tem, ko sem jaz začela delati v lucidnih sanjah, ali je bilo to že v osnovi povezano, težko rečem. Definitivno pa je, da že sama pot, da jaz pač grem v to, je preneslo toliko enih sprememb v moje življenje, ki jih recimo prej si jih ne bi mogli niti zamisliti. Zaradi tega sem tudi rekla, super je, da imamo neke svoje želje pa sanje, ampak mi moramo dovoliti, kar nam pa pol lahko prinese. Je pa pri meni se pač pokazalo dostikrat preko tega, kar sem si jaz lahko sploh zamislila. Je pa tu ključno, se pravi, dovoliti in ta, ne vem, kaj je bila najboljša beseda v slovenščini za surrender, se pravi predaja. Predaja življenju, predaja temu, da te pač da dovoliš, da te tvoja intuicija, da te pač ta notranje vodstvo, da ti to daje pač neko smernico, kam se usmerta. Ampak zdaj pravim, nimam dokazov za to. Sem pa po drugih kanalih slišala, recimo, ogromno uspešnih ljudi pozna lucidne sanje oziroma delo, delo, ki ga opraviš, ko si izven svojega telesa, namreč, lahko si ti, spravi, umetnik, lahko si znanstvenik, lahko si športnik in lahko vse te stvari treniraš, počneš tudi v tem stanju. Se si še boljši potem. Tako da jaz sem 100%, da recimo vrhunski športniki, vsi imajo pač to, vse te najboljši, absolutno poznajo ta način, kako ne rečem, izboljševanja sebe, ker dejstvo pa je, ker si ti v lucidnih sanjah, in ne vem, da si recimo, bom rekla, kolesar, in da ti kolesariš v lucidnih sanjah, se tebi, tvoje fizične mišice, vse telo dejansko razvija. Zaradi tega, ker tvoji možgani ne vejo, ne razlikujejo, a si ti v fizičnem telesu ali nisi. In zaradi tega je ta stvar, mislim, ko enkrat to dojameš, je to toliko močno, da mene kot časih vprašajo, zakaj bi sploh lucidno sanjo spravil. Jaz ne vem, zakaj ne bi, ker dejansko lahko delaš karkoli želiš. Dobiš, bom rekla, skoraj dvojni čas in še to je, da vse, kar tam narediš, je tek, ne vem, za primerjavo bom dala krat 10, krat 20 močnejše, kot pa recimo v tem našem fizičnem svetu. Kako sem rekla, tu je vse pač bolj počasno, bolj gosto, težje dosežeš določene rezultate, tam gre pa vse ful lažje. Pa hitro, tam je časovno omejeno, ne obstaja čas. Ne, nimaš časa, nimaš nič in vse je, spravi, meni je en tak res ful dober primer, recimo, če poskušam, pač ko grem, vsake toliko pač naredim to, ko sem zavestna izven telesa in se rečemo, ko grem meditirati. To je tak, v instantu si res v tistem stanju, da tukaj pač rabiš
malo več. Ja. Malo več. Tako da to so samo par takih primerov. Kaj pa te preruške sanje, oziroma to, če vzamemo normalne sanje, ki jih sanjamo, v čem je razlika zdaj med lucidnim sanjanjem pa sanjami, ki sanjaš sam? Mislim, da preroške sanje niso nujno, da si ti luciden ali pa zavesten. So definitivno, mi, ki smo enkrat v tem svetu, v sanjskem svetu, dejansko so naši kanali, energetski kanali ful bolj odprti. Ne omejujemo se več z našim umom, naš um je takrat, bom rekla, na pauzi, in lahko pride, se pravi, da pač tisti, ki so mogoče malo bolj povezani s tem kanalom, da dobijo uvide, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Pravim, ni nujno tukaj, da si tudi luciden. To so lahko pač, bom rekla, v narekovajih normalne sanje. Tako da... Pa kakšna je razlika med normalnimi sanjami pa lucidnimi? Se pravi, tam prav čutiš, da si tam? Ja. Jaz ponovadi, ko sanjam, tudi se zavem, da sanjam, oziroma ne v kontekstu, da bi zdaj sama sebe čutila tam, ampak ne vem, težko opišem. Ja. Zdaj razlika je, ker pač dostakrat ljudje mislijo, ok, a si zavesten ali si zavesten, pa ni tak, dejansko je cel spekter. Se pravi, ti si lahko čist nezavesten v svojih sanjah, in takrat, ko sem že rekla, tebi se zdijo tvoje sanje resničnost, mislim, vsem nam, ker ti sanje se ti zdijo pač resnične, ampak si, bom rekla, kot je nalutka. Nisi, ti si pač isto, samo igralec v tisti sceni in igraš tisto sceno, karkoli se tam dogaja. In potem lahko prihaja pač cel ta spekter, počas lahko prihajaš do različnih nivojev lucidnosti. Lahko se zgodi, da si čist malo luciden, dokler ne prideš do te točke, da dejansko, je tisk, ki začutiš, čak malo, zdaj pa sanjam. Točno tako se naredi. In takrat narediš on prelom in dejansko si, zdaj sem pa tam, nimam fizičnega telesa, zavem se, da sanjam in od takrat tam dalje potem lahko delaš. Kako se pa vrneš? Vrneš se ful mislim, načeloma... Tudi zavestno se vrneš, ali... Ponavadi tak, ko začneš delati, ko začneš odpirati to sposobnost, nimaš še dovolj energije, da bi ustrajal v lucidnosti. In te začetne faze so ful kratke. In se ponavadi naredi, wow, zavem se, da sanjam, pa si že nazaj v telesu, ker ti je zmanjkalo energije. In to je tudi tako, postati, se pravi, ne trenirati lucidne sanje in nekako lahko primerjam z tem, da ti natreniraš recimo svoje mišice. Jaz, če grem enkrat v fitness na eno napravo, pač ne bom natrenirala mišice. In isto je s tem. Pravi, ti moraš trenirati, da lahko ostajaš dalj in dalj časa v tem stanju. In tukaj je tudi to ključno, vse ta stanja zahtevajo določen nivo energije. In če zdaj nekdo zelo, zelo low energy, če recimo jaz porabim vso mojo energijo za to, da sploh lahko živim v tem dnevni realnosti, je ful težje postati luciden v sanjah. Tako da zahteva določen nivo energije na začetku, da ti sploh se zaveš in potem treniraš so določene tehnike, določene vaje, kako podaljšati to lucidnost v sanjah. Tako da načeloma sploh ni problem prideti nazaj. Ponavadi je to problem, kako podaljšati, ker prehitro prideš nazaj. Je pa tak, če se karkoli zdi, da ti je preveč ali pa karkoli takega, ponavadi, ko pomisliš na telo, si že nazaj v telesu, ali pa pač postaneš neaktiven. So malenkost drugačna pravila, ki veljajo tam. Tam, če si recimo pač pasiven in se samo ustaviš, pa nič ne delaš, te vrže v telo. Ali pa če začneš preveč razmišljati. Če začneš vklopiti ta logičen te tudi je velika verjetnost, da te vrže nazaj v telo. Tako da težava je ponavadi druga. Kako ostati v lucidnih sanjah? Ko tako govoriš, si prav, rabiš nekega mentora za to, da te pouči, ker pač s knjig sam se to ne moreš. Ja, mislim, obstaja ogromno dobrih knjig. Sam problem zdaj v tem je, knjige, tako pač vse knjige so vedno pisane splošno. In lahko ti dajo ena določena vodila, lahko ti dajo, pač tehnike so vse povsod na voljo, pač for free in v knjigah in na internetu, vse povsod. Problem nastane potem, ko nekdo hoče res malo bolj poglobljeno iti v prakso, zaradi tega, ker takrat porabiš
oziroma je ful lažje in hitreje, če ti lahko nekdo, ki ima izkušnje, svetuje, ker smo pač različni smo si, različne tehnike delujejo, različno moramo določene metode implementirati. In jaz vem, da pač ful ljudi, ki ne doživijo takoj uspeha, pač obupa in reče, pač jaz tega ne morem, vse kot nas lahko. Je res, da mogoče za določene osebe traja dlje, odvisno, koliko imamo te notranje prtljage, pa notranjih blokad, ampak vsak od nas lahko to naredi, je pa lažje, če imaš ti nekoga, ki te pač lahko vodi in pač to je poanta tudi delavnice, ki imam jaz, da jaz povem in gremo čez tehnike, ki res delujejo lahko na začetku, povem vse trike, ki so se nabrali tekom vseh teh let, in potem imam še na Facebooku pač skupino za vse, ki so bili na delavnicah in ki se pač želijo s tem redno ukvarjati, da lahko, če so kakršnekoli, ne vem, pomisleki, težave, karkoli lahko pač se lažje reši. Ker recimo že jaz pa delam s tem že orank let, ampak sem še vedno v skupini, ki pač za stalno potovanje, ki delamo, ki pač cel community mednaroden, ni Slovenija je vseeno malo premajhna, in vseeno dobivaš tudi po tolikih in tolikih letih določene izzive, bom rekla. Zaradi tega, ker pač življenje je narejeno tako. Kad ti dosežeš eno točko, to ne pomeni, da si pač, da sem pa jaz na tisti točki, super, ne, dobiš naslednji izziv, Tako da, definitivno je lažje, če te kdo usmeri, sploh ko prideš do teh blokad. Nekje sem brala, pa lahko me popraviš, če je to res, da tisti, ki se ukvarjate s tem lucidnim sanjanjem, da imate tudi tehnike, se pravi, da se uzavestiš, da si tukaj, da zdaj ne sanjaš, ampak da nisi v osnovnem svetu, ampak v fizičnem svetu, da je neka tehnika, da se uščipneš, ker v sanjah ne čutiš bolečine. Načeloma ne, ampak v sanjah lahko se tudi zgodi, da načeloma imaš, bom rekla, eno tako kopijo svojega fizičnega telesa, ampak ni to tako fizično. Tako da kar se uporablja, bom rekla, ta najbolj osnovna tehnika, ki jo jaz pač povem za vse začetnike, pa itak je pol tudi se uporablja, bom rekla, jaz se skozi uporabljam, ker je res najbolj priročna, je pač ta, spravi tvoja roka, in ti že v, se pravi, tej dnevni realnosti lahko delaš določene vaje, ki ti bodo pomagale postati luciden v, se pravi, po noči, in je pol tudi ta vaja, ki se tam uporablja za to, da poglobiš stanje in da ostaneš dalj časa. In doskrat pač, zdaj ne tokrat, ampak recimo tako dolga leta sem pač delala parkrat na dan, kadarko se spomniš, ko pogledaš roko in takrat se pač ustaviš res, tistih par sekund delaš samo to, si pač prisoten v tukaj in zdaj, pogledam roko, ok, preštejem prste, 2, 3, 4, 5, 5 prstov. Jaz potem naredim, pač pogledam stran in ponovno preštejem. 1, 2, 3, 4, 5. Ali sedaj sanjam in če je pač 5 prstov in je roka pač moja, si rečem, ok, ne sanjam, se pravi, sem v tej fizični realnosti. Svoje fizične realnosti. Zaenkrat kaže, da smo, Je pa res, da zadnje čase se dostkrat tudi sprašujem, ker treba kar dostkrat narediti. Se bodo poslušalci strinjali, ker to je pa vsak od nas, kdaj je doživel, da se je vprašal, ali to sanjam, ali je pa to resnično. Zato pa pravim, ta tehnika, to je pač reality check in pomočjo roke. Zakaj roka? Ker jo pač, načeloma roko imaš tudi tam vedno nekako na razpolago in jo tako najhitreje lahko uporabiš tudi v tej, ki si izven telesa, lažje kot kak objekt, pa lažje kot recimo ščipanje. In roka, takrat, ko jo jaz pogledam, se pravi, ko nisem v svojem fizičnem telesu, je redko kdaj taka. Ali so pač ponavadi tak 6, 7, 8 prstov, ali je druga roka, ali nekaj je. Tako da ključno je, da se vprašaš, ali sedaj sanjam, prešteješ. Jaz pogledam stran, to je sicer že malo tak double check, se pravi dvojno preverjanje, ker tak je, tudi ko jaz sanjam, moj lahko ta prvič lahko skreira mojo roko, tako ko pa pogledam stran, pa še enkrat pogledam, ta drugič pa ne more več iste slike narediti in bo nekaj drugega. 95% v primerih takoj, ko jo pogledamo roko v
sanjah, bo drugačno. Nekaj bo drugače. Tako da ta stvar deluje ful dobro. In ja, se strinjam, da je tudi se zgodi zdaj, da je treba tudi podnevi, da je narediti, kaj enostavno je že to. Ja, saj naš ne ve, ločiti med sanjami pa med resničnostjo. Ne. Ker dejansko je pač ti si tam, takrat se mi to pač zdaj pogovarjajo, komod bi lahko bilo to isto v sanjah, Ampak jaz, ki pač lucidne sanje in biti izven fizičnega telesa je tudi trening prisotnosti. In recimo ljudje, ki so ful lažje prisotni v tukaj in zdaj, so lažje potem tudi zavestni v tistem stanju. Oziroma, če želimo to zmojstriti, potem nam tudi lucidne sanje oziroma tisto stanje lahko pomaga, da to izmojstrimo. Zakaj? Ker sem jaz enkrat pozorna in sem v tukaj in zdaj, mi dva se s tem pogovarjava, ampak istočasno je moja pozornost pač tudi na tej moji okolici. In jaz zaznavam, ker imam pač izkušnje, da vsa ta okolica zgleda in deluje kot fizičen svet, kot dnevni svet. Tako da imam ne samo roko, ampak imam tudi še določene znake iz okolja, ki mi dajo vedeti, da sem trenutno v svojem fizičnem telesu. Ampak ni to naporno, mislim, tako te ne bremeni, pač, da se večkrat moraš vprašati, če sanjaš ali pa si v resničnem svetu? Ne. Se pravim, jaz se zdaj sprašujem bolj zaradi tega, zaradi določenih jaz mislim, da sprememb, ki jih večina od nas zaznava zunaj, ker včasih se res vprašaš sploh, kje smo zdaj, kateri dan je sploh, Tako da, ampak ne, ker jaz mislim, da je ful bolj naporno to, kar večina ljudi misli, da je normalno, da imaš ti skozi en notranji monolog, da ti skozi, da tebi skozi dela, da skozi se sam s sabo pogovarjaš in nekako poskušaš ohranjati to svojo masko, iluzijo sebe, je to eden izmed energetsko najbolj napornih procesov. In ko se enkrat lotimo določenih praks, kot je tudi postati zavesten izven svojega telesa, hočeš, nočeš vplivati, bo prej ali slej pripeljala do tega, da je potrebno tudi te navade oziroma pač lahko so navade oziroma stvari, ki nam jemljajo to energijo, počasi začeti reševati. Ni nujno, da jih rešujemo samo tukaj, jih seveda potem lahko rešuješ tudi v lucidnih sanjah. In tudi tak je dejansko že karkoli, da ti sploh postaneš tam zavesten, ti bo pomagalo biti lažje živeti tukaj. Ker se bodo začele ene stvari dogajati, spreminjati na en nivojih, ne vem, lažje začneš sprejemati, kaj se ti dogaja. Nimaš več takih čustvenih nihanj, če se ti recimo zgodi karkoli, bomo rekla, narekovajih slabega, lahko zadihaš, lažje preneseš, lažje pač greš čez. Ful so povezane, ful se začnejo stvari bolj povezovati in vplivati en na drugega. Veš, kako si to jaz predstavljam, ko v besedi še, mislim, ko govoriš o tem, je prišla ena slika tako ven, da pač imamo svojo dušo na vrvici in pol jo kao spustimo čez noč, da ona gre po svoje. Tako si to predstavljam res. V normalnih sanjah ali v lucidnih? V lucidnih, če bi lucidno sanjali, ker pač, ko si rekla, da bi pač mogli, narekovajih, da je pač v redu, da se odpustimo od svojega fizičnega telesa, da lahko duša zadiha ali kakorkoli pač, da odpotuje, da nekaj doživi. Se mi zdi, da zadržujemo to dušo znotraj telesa, da se ne more osvoboditi, ker si rekla, da tudi te težave, tudi kar se tiče psihičnih ali pa drugačnih težav, izhajajo iz globine nas. Tako je, pa dejansko je tudi tisto občutek, da se ti skozi nekaj manjka, zaradi tega, ker mi dejansko imamo zablokiran en del nas. To je tudi ta, mi nismo samo ta del nas, ki je v tem fizičnem telesu, v dnevni realnosti, ampak je cel ta drugi aspekt nas, ki ga nažalost pač tekom odraščanja zablokiramo. In absolutno nismo celotni. In preko tega procesa ti dejansko lahko začneš spoznavati tudi ta drugi del. In pač jaz, zakaj sem jaz šla v to, zakaj je še meni še zdaj ta način oziroma
postati zavesten izven telesa tako važno, oziroma tako važna praksa. Z tega stališča, ker želim svojo zavest razvijati, ne želim jo več omejevati. Ne? In točno tako si rekla, se pravi, ti, ki si enkrat tam, dejansko se odprejo pač ta vrata tvoji zavesti brez omejitev. In lahko greš raziskovati, kar pač želiš. Mislim, razen tega, da se zavedaš, da sanjaš, je še kakšen občutek? Jaz mislim, da ta občutek je ful jaz ga ne morem opisati. Ker enkrat, ko ga doživiš, recimo, lahko opišem, kako je bilo, to nekako se je ohranjam pač ta spomin, oziroma zelo živ ta spomin, kako je bilo, ko se mi je, se pravi, v odrasli dobi to prvič spet naredilo, ne, po tolikih letih in letih. Ne bom rekla, ni bila depresija, ampak je bilo pač tista res želja, zakaj zdaj tega ni, ne? In ko se je to naredilo, to je bilo tako, da bi se osvobodil iz ene ječe in pač spet postal popolnoma svoboden, popolnoma ti, brez omejitev. In tega občutka pa ful težko ga opišemo z našimi besedami, ker smo res pač omejeni, ne? Ampak enkrat, ko pač to doživiš, je res. Ja, dejansko postaneš cel. Ja, to so čist drugi občutki, pa druge sfere. Pa. Verjetno barve tudi niso iste tam. Pa. Različno je, ne? Ampak dejansko, ko si tam, ti je toliko stvari jasnih. Toliko ti pač enostavno dobiš tisto zavedanje o vsem. Ne moreš pač opisati, jaz ga ne morem opisati. Zaradi tega pa pač pravim, vse, ki jih potegne, oziroma pač jih kakorkoli zanima to, da pač greš v to in da jaz mislim, da danes je tudi energetsko zelo podporno, da mi lahko stopamo v te sfere. No? Pa ne rabiš imeti nobenega predznanja. No? Zdaj ni, da bi se moral, ne vem, koliko z meditacijo ukvarjati. Te stvari pač pridejo pola. Ne? Seveda je pač prednost, ne? Ampak kdorkoli ga pokliče, lahko začne s treniranjem. Pač potrebna je samo vztrajnost. To je to. No, v kolikem času pa tako povprečen človek rabi? Mislim, ful težko rečem. No. Imam te ljudi, ki so že, ne vem, nekaj leta probali, pa pač ne prideš do tega, ampak je spet odvisno od tega, kaj mi nosimo v sebi. Je mogoče malenkost večji izziv za ljudi, ki so zelo, zelo mentalni, ki ne spustijo kontrole, ki želijo imeti vse pod nadzorom, ki moraš. Tisto, kar sem rekla, se pravi surrender, predajati. Se moraš pač predati samemu sebi, spustiti to kontrolo, spustiti svoj in samo dovoliti, da se pač naredijo izkušnje. Je pa res, da se mi zdi, da gre kar lažje. Sploh to je bila tudi ena poanta, zakaj imam jaz pač tu delavnice, oziroma te podporne skupine, ker je lažje. Ti, če imaš podporo ljudi okoli sebe in če se potopiš v to preko branja knjig, preko poslušanja podcastov na to temo, karkoli, kar je povezano s tem, gre pač so kot ena sestavljanka, koščki, da ti pač omogočijo hitreje, da dosežeš to hitreje in lažje. Se pravi, je duša tudi, če se dotakneš tega, da ene ne morejo iti čez to, da rabijo ne vem koliko časa, da odpustijo ta notranji ego ali kakorkoli, da jih zadržuje. Bolj nas na nek način tudi duša varuje pred izkušnjami. Ja. Vse to, če nisi pripravljena, se ti ne bo zgodilo. No? Oziroma pač, jaz sem rekla, če res recimo nekdo se zavzame, pa da trenira in nikakor ne prideš do tega, se fajn ustaviti, pa mogoče en korak nazaj, mogoče je treba še nekaj drugega narediti, da se potem ta vrata lažje odprejo. Ampak spet, kot sem rekla, ker sem pač tudi v tej mednarodni skupini, ki je res ogromno ljudi, ki so čisto na novo. In večina ljudi, bom rekla, v roku 3 mesecev ima lahko komot izkušnjo. Potem je pa od tebe odvisno, kako hitro napreduješ. Eni imajo že, ne vem, lahko bodo videli pač ta podcast in je že to dovolj trigger za to, da pač tisto noč bodo lahko že lucidni. Tako da je različno. Kakšno je pa zdaj, če se še lotive tega razlika med obsmrtno izkušnjo in lucidnim sanjanjem? Zdaj, tako bom rekla,
gre za skoraj podobno, mislim, zelo, zelo podobna stanja. Tisto sem rekla, osnovna definicija, se pravi, ti si zavesten izven svojega telesa. Edino, kar je pri obsmrtnih, kakor je meni znano, večinoma se naredijo kot posledica kakšne travme. In v teh primerih imamo tudi to varovalko, ki te nekdo ali nekaj tam pričaka, se pravi, te malo vodijo, ker ti nimaš, pač ti nekako skočil v tisto stanje, nimaš nobenih izkušenj, ne veš, kaj se dogaja in ti pomagajo, ampak gre pa za isto stvar. Ampak jaz se to tako predstavljam, da ni namerno, se pravi, obsmrtna izkušnja ni namerno. Ja, vse to. Zvana, ne? Ja. In verjetno jih nekdo drug pokliče nazaj. Ne grejo oni sami, pač pa jih nazaj nekaj pokliče. A te, ki so pri obsmrtni izkušnji? Ja, tako. Zapravim, vsi, ki imajo obsmrtno izkušnjo, so se odločili priti nazaj. Jaz mislim, da razlika je samo v tem, da tam imaš mogoče ti možnost, oziroma je to eden izmed teh točk, ko lahko izstopiš iz svojega življenja, se pravi, pač umreš ali pa ne. Je pač tvoja odločitev. Ampak samo stanje, kot stanje, recimo, če ostanemo pri tem, da ti kot moja osebnost sem zavestna izven svojega telesa, je pa isto. In kar bi še poudarila pri tem, če jaz grem zavestno v to treniranje tega stanja, se pravi lucidne sanje, astralno potovanje, treniraš, oziroma tako je bilo, sploh te budistične tradicije, oni so trenirali to stanje tudi s tem namenom, da takrat, ko pač pride tvoj moment, ko pač ti fizično umreš, da je tebi že vse znano. Ti točno veš, kje si pristal, kaj se s tabo dogaja in lahko manevriraš v tistem stanju. Se pravi, da ti tekom tvojega življenja, dokler je še pač to, kar si še, bom rekla, živ, že treniraš, kako funkcionira, kako biti v tem stanju, ko enkrat pač zapustiš svoje fizično telo zavetno. In to se mi zdi tudi eno tako fenomenalna stvar. Nažalost, pač v naši družbi že itak je smrt, je še vedno tabu, vse je pač tabu, stvar, ki nas čaka vse. In če imaš ti eno tako močno orodje, da se lahko na to pripraviš, zakaj ne? Isto recimo obsmrtne izkušnje. Sigurno so ljudje, ki so recimo imeli že natrenirano, se pravi, biti zavesten izven svojega telesa, doživeli polobsmrtno izkušnjo, jim je bilo, ti pač pristaneš na poznanem kraju. To je tako, ne vem, razlika je, a greš ti prvič nekam na drug konec sveta in te vržejo tam samega, brez da bi govoril jezik, brez da bi poznal karkoli, ali pa prideš na kraj, ki ga pač že poznaš, točno veš, poznaš pravila, veš, kako delovati, veš, kako funkcionirati, in je potem bistveno tudi se lažje. Ampak ja, če se vrnem samo mogoče tu korak nazaj, kakor sem jaz pač spremljam tudi ful teh ljudi, ki so imeli obsmrtne izkušnje, ki mi je res tema zelo zanimiva. In pri večini pride do tega takrat, ko ignoriraš ful znake, pol ti pa da, rekla, pač tvoja duša se odločila, da bi še en tak res orang wake up call, budnico za tem. Kot en reset v tvojem življenju, ko greš pač res mogoče v kako narobe smer, pa te pač pol vse resetirajo, da zdaj moraš pa nekaj spremeniti, dole tvoj zadnji klic. Sem tako, če kdo posluša pa reče, ta posmrtna življenja ne obstajajo, to ni, Mogoče je pa tako, malo trening za njih, da malo probajo lucidno sanje, da vidijo, da je nekaj na tem. Enkrat, ko to pač doživiš, veš, da tudi če tvoje fizično telo umre, ti si pač vedno tam. Tako da definitivno ti spremeni pogled na marsikaj, in lahko marsikaj od teh strahov, se pravi pač, ki nam jih vcepijo, strah pred smrtjo, pred tem, si lahko postavijo pač v drugo perspektivo. Ker dejansko ugotoviš, da ti nisi tvoje fizično telo. Lahko sem zdaj pač v tem telesu, ki je, bom rekla, kot moj avto, ampak da to nisem jaz. Jaz sem pač čist nekaj drugega. In to ti da dejansko vse te izkušnje,
ko postaneš zavesten izven tvojega telesa, si to pač. Ampak pol tudi na sebe gledaš drugače, ne? Ker prej smo govorili, ko lahko se spreminjaš, mogoče pa tam tudi, ja, sam sebe ne moreš videti, ne? Lahko občutiš tisto, kar ne služi tebi. Mislim, vse lahko, ne? Dejansko pač prvo, že samo to zavedanje, da ti ugotoviš, da nisem to, kar so mi celo življenje dopovedovali, a ne? Da sem ena pač tole fizično telo, kar drugače ne bi zavedla tam, a ne? In kot sem rekla, ko si enkrat tam, je edina tvoja omejitev je tvoja domišljija. In koliko dovoliš pač biti, koliko dovoliš raziskovati tiste stanja, ker dejansko lahko greš kamorkoli. Lahko greš kamorkoli, seveda spoznavaš sebe, a ne? Spoznavaš aspekt tebe, ki ti je bil do zdaj čist neznan. Spravi nekaj, ki še ne vemo o sebi, lahko tam odkrijemo. Absolutno. Wow. Absolutno. Spravi, če imamo na nekih področjih, recimo na odnosih ali pa kjerkoli težave, se lahko zavestno podamo v to, pa odkrijemo področja, kjer so. Ugotoviš, zakaj imaš te blokade, a ne? Zakaj so tam, oziroma tako rekla, jaz recimo tudi doskrat nimam take želje, da mi zdaj pove, okay, tole blokado, ne vem, zakaj ne moš imeti partnerskega odnosa, recimo, imaš zaradi tega. Ne rabim vedeti, jaz rabim vedeti, ok, želim to razčistiti. Dajte mi pač pokazati, da pač ne moja duša ali pa vodniki ali pa višji jaz, kako lahko to razčistim, a ne? In se to pač lahko spravim. Ampak to delaš za sebe, ne moreš pa vplivati na druge. Ali kak je s tem? Vsak od nas ima svobodno voljo, tako da absolutno jaz mislim, da noben od nas nima pravice se vtikati v kogarkoli drugega, razen če nas druga oseba prosi za kako pomoč, ne, lahko naredi podpora, ampak še vedno pač vsak od nas mora hoditi pač svojo pot, ne. Ne bi šla sicer v te teme, ampak so ljudje, ki imajo res te sposobnosti razvite, tako da ne vem, tako kot se mi dve to pogovarjave, je ta oseba istočasno še na astralu, a ne, in lahko gre kamorkoli na svetu, ne vem, če recimo kdo potrebuje pomoč, podporo, gre pač pri svojim astralnim telesom na ta, pač tej osebi in naredi podporo. Kaj to zagoriš, kako da si ti tukaj se z mano pogovarjaš, pa si istočasno še nekje druge? Zaradi tega, ker ultimativno, a ne, ampak to so res že pač oni nivoji. Če grem čist na kratko, no. Zakaj mi pozabimo naše sanje, a ne? Oziroma, tako redko, če si jih ne zapišeš zjutraj, čez par ur verjetno se jih ne spomniš. Razen če so bile grozne. Razen če so bile grozne ali pa razen če je bilo nekaj res takega, a ne? Naš oziroma zavest ne more nekako imeti dveh izkušenj istočasno, a ne? Spravi, vedno ena izkušnja prepiše drugo. Moje fizično telo spi, je še vedno del zavesti pač v fizičnem telesu, a ne? Se pravi, obstaja ta izkušnja telesa, ki spi, in obstaja potem ta izkušnja našega astralnega telesa, ki je pač ali zavesten ali ni, pač karkoli se dogaja, a ne? In ponavadi zmaga ta del naše zavesti, ki je v tej dnevni realnosti. In zaradi tega se pač pol ne spomnimo, oziroma se ful teže spomnimo vsega, kar je na teh drugih nivojih, a ne? Ko pa jaz lahko enkrat tukaj združim ta dva moja aspekta, in tukaj povečam kapaciteto, da lahko imam, bom rekla, zdaj to je tako malo se sliši fantazijsko, vem, ampak da lahko imam dve izkušnje, ki tečete vzporedno, bom rekla, v tem času, a ne? Se pravi, ko sem rekla, en del mene se pogovarja tukaj, ta drug, moje astralno telo, ki je pa pač res toliko razvito, toliko močno že, da lahko gre tja, in dejansko se jaz spomnim lahko obeh stvari, karkoli delam. Ampak pravim, to so že, to je zdaj malo tak čisto, kot ena, kot v bistvu so pač fajn se o tem pogovarjati, ker ti da eno tako možnost, na katero večina ljudi niti ne pomisli, a ne, kaj vse je možno za nas, a ne. Ali pa že to, da je nekomu toliko normalno, da ne vem, iz tega budnega stanja takoj preskoči v svoje astralno telo in pač gre kamorkoli. Tako da to se noro sliši tako. Ampak, če ne drugo, meni je recimo ful dober izziv, ne vem, da je prišel do tja, mi je pa ful dober izziv delati na tem, ne? Aha, nisi še doživela tega? Mislim, jaz, da se pogovarjam, to pa da sem zavestna, ne. Rabim recimo
delamo tako, da ti lahko postaneš luciden, se pravi, lahko greš direkt iz sanj, lahko greš iz meditacije. Težje je, oziroma za vse začetnike je lažje, da ti postaneš luciden takrat, ko tvoje fizično telo že spi, najlažje je pač preko sanj, ampak to so, bom rekla, na to je tako malo težje vplivaš, ker ali se zgodi, ali se ne zgodi. So tehnike, ki ti pomagajo, ampak obstaja pa pol tudi način, da ti pristaneš izven tvojega telesa direkt iz meditacije. Se pravi, da tvoja zavest se nikoli ne prekine. V enem trenutku je še v mojem telesu, polka pa res pridem to globoko v tisto stanje meditativno, pa pač dobesedno pač skočim ven iz telesa in pristanem na astralu. Ampak kot rečeno, to trening tega ni glih za začetnika, ker je ful teže in pač pol ti ne rata in pač težje hitreje obupaš, ampak prideš pa do te točke, ok, zdaj pa želim pač to trenirati. Ampak obstajajo ljudje, tako, ko sedijo na mestu, pa si zamislijo, zdaj bom pa šel okrog, se z nekom pogovarjaš, pa še vidiš sebe, pa tako okrog hodiš sebe, pa s tem, ko se pogovarjaš dejansko. Jaz poznam samo eno osebo tako. Okay. Da recimo, je Slovenec? Ne. Ampak definitivno se strinjam, so ljudje, ker pač eni že v osnovi se tudi rodijo, da imajo ful bolj odprte kanale in grejo pač stvari lažje, so pa pač takrat drugi izzivi. Ampak za ne vem, eno tako povprečno, kar lahko res natreniramo, je to, da ko prideš do točke, lahko natreniraš, da res, ne vem, roko pol ure prideš to globoko meditativno stanje, da pač tvoje telo, moje telo lahko še vedno sedi, ampak ne pogovarjam se. Jaz sem pač cela moja zavest je izven telesa, pač takrat nastavljam. Ja, nisi zmožen tega narediti sočasno. Ne. To je bil sam Buda, tako mi prvi pride. Ja, ko prideš, takrat si že takrat. Ampak jaz še vedno pravim, vsak od nas ima potencial za to, ampak tudi takrat Buda oziroma vsi ti pač mojstri, vsak od njih je moral narediti svojo pot in svoje naloge in vse izzive, da so prišli do tiste točke, kjer so bili. Tako da potencialno vsak od nas. Prej si omenila, da lahko srečamo še tudi pokojne v lucidnih sanjah. Ja. A ti si imela že to izkušnjo? Oziroma... Je bilo, ampak tako bom rekla, nisem imela od pokojnih ljudi, nikoli nisem imela take pač neke, ko rečem, potrebe, da bi pač kogorkoli srečevala. Če je bilo, so se pač sami pokazali. Je pa, ne vem, čista zanimivost. So pa prisotni moji pač pokojni kužki, ki pač itak pol tam več niso kužki, ampak so pač določene duše, ki so pol prisotne. Duše, kako to zgleda? Različno izgledajo. Eni imajo pač samo energetsko formo, eni izgledajo kot se pravi ženska postava, ampak tudi taka precej energetska. In kako ne rečem, je res, da jaz imam tudi že pač vidim, oziroma sem povezana tudi v te dnevne realnosti in rabim iti v lucidne sanje, zato da pač vidim te duše, pa da se pač povežem. Lahko se pa pač lažje tam recimo za nekoga naredi, ki mogoče v dnevni fizični realnosti ni toliko povezana. In daš namero in seveda lahko srečaš pač kogarkoli. Lažje je mogoče srečati ljudi, ki so ti bili blizu, ali pa recimo, da je bila pač povezava, ali pa recimo sploh, če ti moraš kako sporočilo predati, ali pa če še karkoli ni bilo do konca zrealizirano, da je še kakšna nedokončana stvari, se pač lahko sreča. Lahko se pa tudi zgodi, da ne vem, postanejo tvoji vodniki in jih pač pol... Bom rekla, to večinoma angeli. Angeli so samo eden izmed celega spektra vodnikov. Tako sem rekla, pač te moji pokojni kužki so ratali moji vodniki. In meni je pač bilo fascinantno, ker ni več kuža, ampak točno vem, da je pač, ker pač veš, ne vem kako težko je. Ja, in pač odpoveti. Če pač ne bi vedel. Tako da fajn je, recimo, sploh na začetku se povezati
s katerimi koli vodniki se čutimo najbolj povezane, ker ti tudi lahko potem pomagajo pri tej tvoji pač želji postati zavesten izven svojega telesa. Imaš pač eno vodstvo. Se pravi, bi si ga mogel prvo kanalizirati. Mislim, ali si ga lahko takoj v sanjah prikličeš? Ja. Že zdaj, že za navadne sanje. Mislim, lahko se da zvečer namera, da pač ti srečaš. Kako tako to narediš? Mislim, če ne drugo, kar lahko vsak naredi, je, da pač zvečer, preden greš spat, daš pač namero, želim se srečati recimo z svojim vodnikom, ki mi bo pomagal pri postati zavesten v sanjah. In to je to. Lahko da pač bomo morali to ponoviti parkrat, ker pač spet je odvisno, koliko smo mi odprti za te informacije. Ampak kar je meni fascinantno, da ko se pogovarjamo o tem in bolj, recimo, dosti ljudi to naredi, kar tako by the way, in se dejansko zadeve zgodijo. Lahko se gre tudi iz meditacije. Jaz recimo dostikrat delam, tudi na delavnici delamo, je sklop pač meditacija. Ok, gremo meditacijo, da se povežemo z našim vodnikom, našim višjim jazom ali pa tudi z vodnikom za lucidne sanje, in karkoli se ti prikaže. So tudi kakšne šamanske tehnike, ki ti pomagajo mal globlje iti. In res je fascinantno, ki pri večini ljudi, da prvič to narediš, se ti bo sigurno nekaj pokazalo. Vsake toliko je kdo, ki mogoče ni tako odprta, in mogoče moraš pač ponoviti, ali pa mogoče treba še kaj drugega narediti, ampak... Koliko se ga pa prikličeš v resničnem življenju tukaj? Se tako zraven. Okay. Sami se jih ne zavedamo. Pač, niso oni problem. Je pa res tako, jaz moram dati željo pa namero, da mi pomagajo. Mislim, jaz sem tista, ki moram prositi. Ja, želim pomoč. Zaradi tega, ker če ti ne rečeš tega, kot se rekla, imamo svobodno voljo, se noben ne bo vpletal v tebe. Jaz moram izraziti, da želim, da pač imam vodstvo na tem nivoju, ki mi pomaga, pač ne vem, lahko specificiraš pri tem pa tem, ali pa pač, da mi pač nasploh pač pomaga na moji poti čez življenje. In ko postaneš enkrat odprt za to in greš v to, začneš pač res tako zaznavati, da res nisi sam, res imaš pač tako, imaš podporo. Ja, v sanjskem svetu dejansko, če pa želiš recimo tako bolj en fizičen dokaz, to lažje pol tam, da se ti pač pokažejo. Ja, zdaj mi je še eno misel, tako prišla, da večina ljudi, ki išče ta sporočila skozi vesolje, ravno v kartah išče. To mi je nekaj zdaj, tako je slika karte. Ne vem zakaj, ampak to je tako dostopno pa lažje pretvoriti sporočilo. Ja, spravim, poti imaš ti fula, tako da fajn je, da poslušamo našo intuicijo in gremo tisto, kar nas vodi. Ali so to karte, ali je to, ne vem, sporočilo preko meditacije, lahko ti so sporočilo prenese tudi kakšna druga oseba. Karkoli, da mogoče ni ta prava beseda, ampak to mi je pač se prišlo, da prelisičimo naš um. Naš um je tisti, ki naredi to blokado. Določene elemente, ki so nam blizu in ki jim lažje zaupamo oziroma verjamemo. In če so to karte, je to to. Lahko je nihalo, lahko je kjerkoli pripomoček. Zaradi tega jih pač toliko obstaja, da lahko res vsak najde tisto, kar te nekako prikliče. Pol pa čez čas ugotoviš, da enostavno nič več ne rabiš, zaradi tega, ker se, to je spet trening, ker si se res toliko natreniral in pač jaz res pač nič ne rabim. Zdaj res sem pač, točno vem, kaj, kdaj koga vprašati, kaj je. Ampak to je bolj tudi poanta. Karte oziroma vse ti pripomočki so super zadeva za začetek, da res natreniraš svojo intuicijo, da res začneš zaupati sebe. Vse problem je to, ker si pač ne zaupamo. Ker pa enkrat dobiš in rabimo določene potrditve. In dostikrat rabimo, ne vem, tudi ok, jaz dobim nek intuitiven uvid, ampak na začetku rabiš, da mogoče ti nekdo drug tudi to potrdi. In s tem pač gradiš to svoje zaupanje v sebe, gradiš dejansko sebe in pol se zaveš prejš do točke, ko enostavno ne rabiš nobenih več pripomočkov. Zanimivo. Ja. Kaj pa te sanje, ko vidiš v prihodnost? Jaz mislim, je to tudi lucidno sanjanje ali je to svoje? Te bom rekla,
če je namen, da ti moraš kaj videti, lahko, ker čas ne obstaja. A ne? In ti enkrat, ko si izven telesa, teoretično lahko greš prihodnost, preteklost, karkoli, vse je v tem trenutku. A ne? Je pa spet samo na tem, da moraš priti do te točke, moraš se pač natrenirati to. Druga stvar pa je, ljudje, ki so, ki imajo to sposobnost, ki imajo pač ta kanal odprt, da večkrat dobijo kakšne te preroške sanje, ali pa pač vidijo, kaj se bo zgodilo, je pa tudi namen. Vsak od nas ima, bom rekla, drugo pot. Ampak ja, definitivno enkrat, ko se zmojstriš in postaneš zavesten izven svojih sanj, ne vem, lahko preskakuješ med vsemi različnimi verzijami sebe, med različnimi časovnicami, karkoli. Enkrat, ko začneš res tako odkrivati sebe in delati na sebi, ti postane popolnoma vseeno, kaj si kdo misli o tebi. Tako da, jaz mislim, da je tudi bolj to, včasih imamo določene želje, ki izhajajo iz naših notranjih omejitev in jih načrtno ne bomo dobili, ker nas želi življenje potiskati v to smer, da pač gremo preko tega. Prej pa pač trenutek, ko ti je vseeno, da že ko pogledaš na osebo, točno veš, kaj si misli o tebi. Zdaj rekla, ne si želeti, da slišiš misli o sebe, ker tudi to poznam eno osebo, ki pač dejansko sliši vse. In ki je pač bilo tako dokazano, mislim, ker smo mi pač sedeli v krogu in jaz sem pač imela eno, tako, to je bilo pač samo eden izmed primerov, vprašanje v glavi. In to je pač, meni se tisto vprašanje tako 10 minut rolalo, pa nisem hotela prekiniti, pa nisem hotela vprašati, pa na pač moje zadeve. In pol me oseba pogleda in, a bo že enkrat vprašala in mi je povedala točno vprašanje, ki je bilo v moji glavi. Tako da, ja, so ljudje, ki lahko dejansko slišijo misli, jaz mislim pa, da je to prej prekletstvo, kot pa karkoli drugega. Definitivno pa vidim, recimo, možnost, da ti enkrat si zavesten izza svojega telesa, in če ti greš v to res, bom rekla, z čisto namero, pač iz ljubezni, da želiš videti ali pa ne uvideti to, kaj si določena oseba o tebi misli, da se lahko to na astralnem nivoju naredi. Zdaj, ta oseba ni nujno, da se boš zavedala, ker, kot sem rekla, večina ljudi je še vedno nezavednih, ko so pač, ko njihovo telo spi. Lahko nam to pove višji jaz te osebe. Tako da so različne možnosti, kako priti do tega. Kar jaz vidim, je pa pač to ključno, da vedno, ko gremo, ko damo tako namero, da je to pač iz srca, oziroma da ni to iz neke, ne vem, škodoželjnosti ali pa karkoli takega. Kaj bi se lahko tudi pozdravili preko sanj? Spravi, ali s tem tako smešno zamisel. Mislim, ni smešno, če se že o tem pogovarjamo. Ampak je tako, da namerno sanjaš lucidne sanje in, ne vem, recimo zdaj mi simbol pride. Prvo zaprosiš za simbol za svoje osebno zdravje in se ti pač izriše ta simbol. In pol ga dejansko ti uzavestiš in si kaj narišeš na kožo ali pa na predmet. To je en način, drugače pa karkoli, ne vem, če imamo kako fizično težavo, dejansko, ko ti postaneš luciden v sanjah, lahko potem delaš kakršnokoli zdravljenje na sebi. Tako si rekla, ali preko simbola, ali pa ne vem, da prosiš, da ti pol v sanjah naredijo kak napitek, ki ti bo pomagal, ne vem, jed razčistiti, ali pa ne vem, če imaš kakršnokoli bolečine, karkoli, da se potem, ali da pokličeš kakega vodnika, da ti pomaga, ali pa da ti greš pol zavestno z svojimi rokami, recimo, pa si položiš na tisti del in da se potem izvaja zdravljenje. Kot sem rekla, stvari tam so hitrejše in močnejše, kot pa v tej realnosti. Tako da spet nimamo omejitev, sam pač naša domišljija je omejitev. In se lahko marsikaj naredi. Zdaj, a se lahko vsi pozdravijo? Jaz sem rekla, da ne, zaradi tega, ker je odvisno tudi od človeka. Vsaka bolezen ima sporočilo, vsaka bolezen je blokada znotraj nas. In če jaz ne želim določenih stvari videti, te tudi lucidne sanje ne bodo mogle prisiliti. Mislim, pač vedno si ti. Ampak
absolutno ti pa dajo eno tako izjemno možnost narediti vse to ful hitreje. Ne? Ali pa tudi recimo, če še nisi bolan, videti aj karkoli takega. Ne? Oziroma tudi na drugi osebi, če ti veš, da je kdo od tvojih bližnjih ali pa kdo, ne vem, da je res pač bolan, ti še vedno lahko, ko si ti v lucidnih sanjah, ali recimo pošlješ ljubezen, zdravilno energijo tej osebi, ali si jo predstavljaš tam, da ji pošiljaš, že to so izredno močne zadeve. Zdaj, seveda, jaz vedno pravim, ko recimo zdravimo koga drugega, ali pa želimo, mislim, ti kjerkoli sebi lahko kadarkoli pošlješ ljubezen, in ji bo pomagala. Če pa želiš, ne vem, prav za zdravljenje, zdaj, ali te ona oseba prosila, ali pa recimo jaz, dostakrat je tudi tak, da vprašam pač višji jaz te osebe, se pravi dušo te osebe, a je res namen, da jaz to naredim. Tudi ko delamo, pač jaz delam tudi razne druge energetske tehnike, tudi pač terapije zdravljenja, in lahko mi oseba reče, jaz želim tvojo podporo oziroma da mi pomagaš, ampak če ene parkrat je bilo, da slišim pač pol višji jaz, ne. Ok, pa ti kot inštruktorica tega, če lahko rečem inštruktorica, kaj bi svetovala ljudem, recimo, pa dobro zdaj govorim, ko sem slišala že par takih zadev, da pač ljudje hočejo druge spreminjati ali pa drugim pomagati, ko so bolni. Ta oseba pa si tega ne želi, ko je bolna ali pa ima konflikt z njimi. Kaj bi zdaj tem osebam, ki hočejo to na vsak način popraviti, svetovala? Da je tako preprosto. In kje so zdaj tukaj zanke, kaj se lahko povrne njim? Prva stvar je, da to je pač za moje čisto osebno mnenje. Vsak, ki ima res to pač izredno željo pomagati drugim, ne glede na svobodno voljo druge osebe, oziroma da je sploh ta, bom rekla, že pretirana želja, da se mora vse pozdraviti, da se mora vse rešiti, izhaja vedno iz nas. Tako da najprej moraš ti začeti, sploh če postaneš zavesten tega, pol veš, okay, nekaj je v meni, moja blokada, moja rana, moja težava, zakaj imam to fiksacijo, da želim vse pozdraviti. Ker jaz se pač res ne strinjam z marsičem, kar se dogaja, zdraviti za vsako ceno, sploh, če ti oseba reče, da pač ne želi. Vsaka oseba ima pač pravico se odločiti sama in zavrniti zdravljenje. In jaz mislim, da vsi, ki se grejo zdravilstva, ki pomagajo ljudem, komorkoli pomagajo, bi morali to delati iz točke nevtralnosti. Takoj, ko ti ne moreš biti neutralen in se začneš vpletati večinoma svoj ego, pač svojo sliko, svojo projekcijo. Lahko boš pomagal ljudem, ampak takoj tudi zgubljaš svojo energijo. Jaz mislim, da to je bolj razlog, zakaj je večinoma je to sicer prej, ne vem, koliko je še tega zdaj, ko je bilo dosti bioenergetiko, ko tudi zbolijo. Seveda, ti potegneš na sebe vse. Ti, kogarkoli se začne z ljudmi ukvarjati, pa ni nujno, da je sam zdravljenje, lahko sam podpora, lahko je karkoli takega. Ključno je, da ostaneš neutralen. Takoj, ko jaz ne moram biti neutralna, mi da samo sliko, ok, zakaj ne moram biti neutralna. Ker ali je pač pri meni nekaj sprožilo takega, kak spomin, karkoli ta, in mi dajo potem samo zrcalo, ok, tole moram pa še pri sebi razčistiti. Tako da mislim, da je tukaj dosti enih takih mal zgrešenih pristopov, sploh, ko govorimo o zdravljenju za vsako ceno. Ja, pa da se ne bi kdo lotil lucidnih sanj, da bi namerno reševal stvari z osebo ali pa si priklical pač nekaj, kaj je kontra tej osebi ali pa tako, ne. Jaz pravim, ključno je vedeti, da karkoli naredimo, mi moramo sprejeti posledice in odgovornost za naše dejanje. Kakšne so te odgovornosti pa posledice? Tega pa ne veš vnaprej. Zato je to. Ti, ko nekaj narediš, moraš sprejeti, da karkoli bo posledica tega, jaz sprejmem 100% odgovornost za moje dejanja. Ne vem, kaj bo. Večinoma, če ti delaš dobro, ne bo slaba stvar. Če pa greš karkoli kontra delati, kaj veš, da... A imaš kakšen primer, ki se je že zgodil, ko je nekdo delal tako namerno, škodoželjno? Mislim,
Jaz sem rekla, da tako čist. Ali pa če si slišala. Ali pa kaj. Ne, lahko rečem, recimo primer, ko grejo ljudje ignorantsko v določene stvari. Sploh, ko se pogovarjamo o delu z energijami, entitetami, določenimi močnimi tehnikami, ko se ne zavedajo, kaj odpirajo, kakšne kanale odpirajo. To ni bilo škodoželjnost, pač bilo je čisto ignorantsko. In ti za vsako stvar, tudi ko jo greš delati, se moraš zavedati, moraš biti toliko iskren za samega sebe. A imam jaz kapaciteto za to? A sem jaz sposoben za to? In moraš biti toliko, da vidiš, kaj sploh delaš, sploh, ko se pogovarjamo o energetskih stvarih. In konkretno v teh primerih je bilo, da ne vem, pač ta oseba se ni bila sposobna delati to, kar je delala, in so se zgodile ene določene zadeve, pač konkretno moja izkušnja, tako da zato tudi lahko povem, ki se naj ne bi zgodile. In jaz sem tudi zaupala tej osebi, da se pač te stvari ne morejo zgoditi, pa so se zgodile. Konec koncev meni je bila super izkušnja. Mislim, ko si tam, ti ni super izkušnja, ti pa da uvid, da ti moraš biti pripravljen. Ti moraš biti na vsakem koraku pripravljen za stvari, ki se jih lotiš. Ali pa pač se ne lotiš, dokler se ne pripraviš. Zaradi tega pač ta moj mentor skozi meni govori, moraš se pripraviti. Ne veš, kaj bo prišlo, ne veš, na kaj se moraš pripraviti, ampak ti življenje daje lekcije, daje ti izkušnje, daje ti vse, da se preko tega pripravljaš na karkoli bo sledilo. Če pa jaz vem, da nisem še na določene stvari pripravljena, imam pa druge ljudi, ki mi pač potem pomagajo pri določenih stvarih. Ne pa kaj je ta najslabša stvar, ki se ti je zgodila? Kako najslabša? Mislim to, ko si imela to lekcijo, ki je bila tako pretresljiva. Da se je prilepila entiteta, ki se naj ne bi zgodilo. Jaz pač pravim, jaz zaznam v ljudeh entitete in točno vidim, ko pride oseba, ki ima entiteto, in v tem primeru je bila oseba, ki je imela tak entiteto, ki te res orang prevzame. Ker imam pač določene zadeve s temi ljudmi, oziroma z entitetami, jih tudi pritegnem. In v tem primeru, ko smo delali na določene energetske zadeve, je pač del te entitete pristal na meni. In to je tako, da ko smo mi zaključili tisti dan, sem jaz imela v glavi hude stvari. Mi smo pa naslednji, da jaz sem pač vedela, jaz sem imela že to izkušnjo, da sem se zavedala, kaj se dogaja. Imela sem kapaciteto kontrolirati sebe, in smo naslednji dan tudi zadevo rešili, ker ni še vedno pač ni bilo, smo pač spucali. Ampak poanta tega je bila, da so se naredile stvari, ki se naj ne bi naredile na teh določenih zadevah, dogodkih. Tako da ja. Je pa tako, dobimo lekcije, ki jih moramo tudi imeti, spravim. In to so pač vse, rekli, kot ene stopničke na poti našega razvoja, na poti naših izkušenj, ker zdaj vem pač, kako to izgleda. In pravim, to je bilo še v fazi, ko sem mogoče manj zaupala sebi, pa bolj verjela ljudem, kljub temu, da je pač meni intuicija točno povedala vse. Tako da spet izkušnja. Ja. No, naježilo. Ja, je bilo kar zabavno, moram reči. Ok, Darja, hvala ti, ker si vzela čas. Mislim, itak je to neka tema, ko ni konca pa ne kraja. Ko se nekaj odpira še na novo, res polnih vprašanj. Bi nekako se ti rada zahvalila za to eno urco, ki smo jo preživeli skupaj. Hvala za vabilo, meni je bilo veselje, zaradi tega, ker res je tudi moj namen, da te pač vse okoli lucidnih sanj, astralnega potovanja, vseh teh izkušenj, da pridejo te informacije do vseh ljudi, ki jih to zanima, ki mogoče že doživljajo kaj, pa ne vejo, kaj se sploh dogaja. Pa da spet začnemo zaveščati nekaj, kar je del nas. Ja, pa da se upogumijo, ne? Tako. Tako, kaj jaz tudi. Tako, odlično. Tako da, hvala še enkrat. Ja, hvala tebi.